in zakaj je ok, da imamo še kar ljudi, ki živijo 400 evri penziona. Če mi ne znate povedati, zakaj je to ok, se pa poskusite potruditi pa povedati vsaj, kako lahko pri nas preživiš 400 evri. Kako? Kako si predstavljate vi, da to laufa? No pa s 500 evri, če vam je lažje. Ker jaz si ne. Ne znam si predstavljati, kako nekdo skupaj skvačka mesec za tako malo denarja. Mi pa tle že 7 ur in vi tudi po nesreč ne govorite o tem, kako bi bilo treba revščino upokojencev naglasiti. Ker da to praktično ne obstaja. Ja, malo govorite tam o odmernih odstotkih, pa o delovni aktivnosti, pa tako naprej. Ma evo, soočite se s konkretnimi življenjskimi primeri, ki ne morejo skozi mesec in ki bi morali biti absolutna prioriteta. Mi smo bogata družba, zelo bogata družba smo. In revščina v tako bogati družbi, kakor je naša, ki si lahko privošči kar tako v enem letu navrta 200 milijonov evrov letne luknje v proračun za to, da razbremeni najvišje plače pa regrese, pa mejduš, potem si lahko privošči tudi odpravo revščine. Aktivno odpravo revščine. Pa bi si mogla. Ker iz nas, ki tle sedimo na političnih zicih, je revščina družbena sramota. Hudo je za tiste, ki jo trpijo. Zelo hudo. Ampak trpijo jo ne po lastni krivdi, trpijo jo iz razlogov političnih odločitev, ki so bile sprejete. In v bogati družbi je revščina sramota, družbena sramota, ne individualna. In je tako še na neki drugi ravni žalostno, da so ljudje stigmatizirani zaradi revščine. Da jim je hudo priti po tisti varstveni dodatek, morda ne zaradi materialnega pritiska za plombiranje nepremičnine, ampak zaradi te stigme, da bi prinesli s sabo podpisane izjave otrok, da jih ti otroci ne zmorejo preživljati. Ne? Na drugi strani pa politika brezsramno problema sploh ne vidi, se ga ne dotika, menedžerjem daje pa še neki ekstra pribitka plačam in nastane luknja v proračunu.